Pozdravljeni, Borut Lesjak tukaj. Ravnokar sem imel fino meditacijo in rad bi podelil zelo močne uvide. In glavna stvar, ki se je zavedam in jo skušam ubesediti, je, da mogoče ste že kdaj slišali, kje drugje, verjetno ste, da nekateri pravijo, da imamo ljudje dva uma. Da je en naš pravi in drugi je nek ponaredek, neke vrste podtaknjen ki pravzaprav sploh ne pripada človeku. In ta drugi, nepravi bi lahko rekli, je kriv za večino naših težav in trpljenja. Ne, da bi zdaj skušali preveč analizirati, rad bi se samo dotaknil tega in mogoče kdaj drugič povedal kaj več. Zelo močno čutim in sem začutil med meditacijo to razliko med tema dvema umoma in kakšno je stanje zavesti, ko se ta nepravi majčkeno umiri, malo umakne in ostane samo še tisti naš pravi, naravni, organski, človeški, izvirni kakorkoli mu rečemo. S katerokoli meditacijo, bi rekel, lahko umirimo in tudi s hojo po naravi, po gozdu, s prehodom, s športom, z lepimi stvarmi, ki nam odprejo srce, z umetnostjo. Precej načinov je, kako lahko zmanjšamo nadzor tega nepravega nad našo zaznavo in zavestjo. In mislim, da to je ključno, če želimo prebiti se ven iz tega začaranega kroga, v katerega smo večinoma ujeti. In ko enkrat vidiš z tega zornega kota, z druge strani, to našo ujetost, to tančico, kopreno, ki nam zastira pravo resničnost. Ko vidiš skozi to, čutiš in veš brez dvoma, da je življenje nekaj najlepšega, da je čudež, da si ti sam popoln, tak, kakršen si. To ni samo teorija, to ni samo neka duhovnost, ampak gre za pristno izkustvo. Ker namreč ni več nikogar in ničesar, ni več tistega glasu stare zgodbe, jaz temu rečem, ki bi mi v glavi ponavljal, da je nekaj narobe. No, in to doživeti, to je svoboda. In vračati se k tej svobodi je celjenje. In to vsak od nas lahko izkusi, to verjamem in tudi verjamem, da sem tukaj zato, ker si želim pomagati vsem, ki morda ne verjamete, da je to možno izkusiti in to početi vsakodnevno in pravzaprav ustvariti novo zgodbo in novo življenje, ki je lahko sanjsko, popolnoma drugačno, kot si drznemo verjeti, da je lahko. No, se pravi, povzetek tega občutka je ta, da nekaj, kar mi ta nepravi ponavlja ves čas, skoraj nenehno, kot del stare zgodbe, ki je pravzaprav naša družinska zgodba, zgodba naše rodbine, nek priokus, ki ga imamo, da je s svetom nekaj narobe, da je z mano nekaj narobe, da je z ljudmi nekaj narobe. In ta priokus je tako kot neka leča, ki popač mojo zaznavo, moje občutke, moje počutje, razpoloženje, ves čas, vsak dan, ves dan.
težko je verjeti, kako močno to lahko spremeni naša življenja. Dokler ne vidiš tudi druge plati, oziroma dokler ne izkusiš tiste svobode brez tega popačenja. In ko enkrat izkusiš, ti je jasno in veš, da je tako, kot bi se prebudil iz nočne more, in znotraj nočne more lahko poskušaš na veliko načinov zbežati pred sovražnikom in se zavarovati in rešiti. Ampak v resnici je to vse del sanj, ki niso resnične. Šele ko se prebudiš, vidiš, da nisi nič dosegel z nobenim postopkom in mehanizmom, ki si ga uporabljal v sanjah. In enako je, dokler poskušaš celjenje ali pa samo ljubezen ali pa karkoli od teh besed realizirati in pripeljati v življenje, samo izključno v svoji glavi, v tem nepravem umu, nisi zares spremenil ničesar. In nepravi se bo vedno prilagodil, zgodbo bo prilagodil temu, do kamor si prišel. In tudi če si imel kakšno razsvetljenje ali pa lep dan, lep trenutek in izkusil ogromno ljubezni in miru, se bo ta stara zgodba prilagodila. Še enkrat poudarjam, da jaz nisem črnogled in ne mislim, da so to neki demoni ali pa entitete, ki so tukaj z namenom, da se mi moramo proti njim boriti in jih premagati. Sploh ne, jaz mislim, da je to vse skupaj en čuden nesporazum, bom malo za hec rekel, ali pa pač neke sanje, ki se nam sanjajo brez kakšnega posebnega razloga, in da gre za našo lastno moč, vedno, s katero si izbiramo ponavljati to svojo staro zgodbo. Včasih nam je služila, zdaj nam ne služi več. Ko pridemo do jasne zavesti, to vemo in potem se naučimo napisati novo zgodbo, da stara več ni relevantna. In takrat z te nove zgodbe znamo umiriti ta nepravi mogoče ga celo popolnoma ustaviti in ugasiti. Zadosti je naš pravi ki se ga moramo šele naučiti uporabljati. V mojem primeru to pomeni, da ko enkrat pridem ven iz te iluzije, iz te ujetosti, začutim vso radost tega življenja, začutim, kako je lahko lepo, kako je lepo, kako se tisto, kar sem izkušal kot otrok, tisto žmohtno radost in veselje do življenja, lahko še vedno čutim. Nisem prester, noben od nas ni. To ni pogojeno s tem. Gre le za to, da smo malo pozabili na to, da smo se malo preveč navadili na ta nepravi in na to iluzijo. Pot je ven iz tega na lep, nežen način. Najbolj to zadosti za danes. In se vidimo naslednjič. Dobrodošli. Poglejte si več na moji spletni strani www.celjenje.si. Pridite na kakšno tedensko skupino in boste videli, če vam lahko ta orodja, ki jih sam uporabljam, pomagajo tako, kot meni pomagajo. Sem prepričan, da so izredno močna. Cel ta sistem orodij, celjenje, ki ga skušam snovati po metodi Davida Eliota in razvijati. Pridite in se prepričajte, kaj začutite sami. Adijo, lep dan.